Zdaj pa se selimo na severozahodu Evrope, kjer je včeraj pustošilo silovito neurje. Najprej sta veter in dež zajela Veliko Britanijo, nato pa še druge države. Veter je ponekod pihal več kot 160 km/h in ruval drevesa, povzročal poplave in prevračal tovornjake. Letalski in železniški promet pa sta bila ustavljena. Več kot 300 tisoč ljudi je ostalo brez električne energije, najmanj 15 ljudi je umrlo. Neurja na severozahodu Evrope se torej zelo razlikujejo od teh, ki smo jih vajeni mi, ko močno dežuje in pada toča. Zakaj pa takšno neurje na severozahodu Evrope sploh nastane in ali ga lahko prinese tudi do nas? Tina je raziskala. Ko sta se nad Atlantskim oceanom srečala hladen polarni zrak z severa in topel subtropski zrak z juga, se je nad morjem oblikovalo območje nizkega zračnega pritiska. Topli in hladni zrak sta se začela vrtinčiti in sprožila gibanje zračnih mas v nasprotni smeri urinega kazalca. Tako je nastal ciklon. Zrak pravzaprav kroži okrog tega središča ciklona in ker je razlika v zračnem zraku zelo velika, so ti vetrovi močni in ker center ciklona potuje, se ta pas močnih vetrov pomika preko nekega območja. Nevarno je postalo, ko je ciklon z vetrom pripotoval do južne obale Velike Britanije, saj je to območje slabo zavarovano in večinoma ravninsko. Visoki valovi so poplavljali, veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Ciklon se iz nad Atlantika premika proti severovzhodu in je trenutno nad severno Rusijo. Vihar ni več tako silovit, nekaj škode lahko še vedno povzroči le veter. Takšno neurje, ki ga prinese iz nad Atlantika, pa na tem območju ni redko. Močan veter z dežjem se pojavi vsake toliko let. Lahko taka nevihta pride tudi do nas? Neurja, povezana s atlantskimi cikloni, ponavadi prizadanejo bolj kraje severno od Alp. Alpe nas nekako varujejo pred temi najmočnejšimi vetrovi. Če bi tako neurje pripotovalo tudi do nas, bi ga meteorologi znali napovedati že kak dan prej, zato bi se mi nanj lahko tudi pripravili.